Lepo pozdravljeni v aprilskem horoskopu. Andreja Novak sem z vami in da kar takoj povem, april bo zelo bolj sproščujoč, aktiven, delaven, brez hudih ups and downsov, tako da lahko se aktivirate in pripravite na dober mesec. 2. aprila se dovrši polna luna v tehnici, kar bo razlog za praznovanje prijateljstva, za praznovanje harmonije, lepote, tudi novega vrta. Potem 9. aprila vstopi Mars v znamenje Ovna, kar bo aktiviralo predvsem ovne in tudi druge, ki želite karkoli fizičnega narediti, končati, se aktivirati. Potem gre Merkur 15. aprila v znamenje Ovna, tako da boste tudi bolj aktivni v razmišljanju, v komuniciranju. 17. aprila se dovrši Mlaj v znamenju Ovna, od 18. potem naprej je smiselno začeti prav kot eno novo leto, aktivno, napolno, kaj želite od tega leta, je od 18. se pravi dan po Mlaju, od 18. aprila naprej je smiselno to začeti uveljavljati nazaj, da pridobite podporo zvezd. Potem 20. aprila Sonce gre v znamenje Bika in malo upočasni situacijo, bolj se usmerite v uživanje, kar je tik pred prvomajskimi prazniki, tako da ni tako hudo. 24. pride aprila Venera v znamenje Dvojčkov, kar vas bo aktiviralo v komunikacijo, sodelovanje, v flirtanje, zaželeli si boste srečanj z simpatijami, tudi če ste poročeni. 26. aprila pa pride Uran v znamenje Dvojčkov, kar je poseben dogodek, oziroma je bil že lani malo, ampak zdaj pride do leta 33, tako da na to temo vabili na moj YouTube kanal, kjer je poseben video, kajti to je 7-letno obdobje, pa da boste pogledali, kaj lahko od tega pričakujete vi. Pa poglejmo po znamenjih horoskopskih, kaj vam prinaša mesec april. Ovni boste predvsem usmerjeni v materialne dobrine, v konkretizacijo svojih idej, dovolj boste imeli bluzenja svojega in tujega, tako da boste želeli narediti maksimalno vse, kar je smiselno, še posebej, ko bo 9. aprila prišel Mars v vaše znamenje in boste malo jezni, malo delovni, veliko pa oboje. Tako da usmerite se res v konkretne rezultate, kajti lahko jih dosežete. Biki boste zadovoljni v mesecu aprilu, kajti Venera vam bo dajala strast, ugled, žareli boste, pametni boste, vpliv boste imeli na okolico in na domače, našli boste ravnovesje med službo, med družbo, med domačimi in zabavo, tako da kar precej uspeha boste si nekako prigarali ali pa prisvojili, kakorkoli. Po 20. pride Sonce v vaše znamenje in boste zadovoljni, tudi malo lahko na ego tripu oziroma malo ponosni nase, lahko celo malo preveč glede na domače, ki bodo seveda protestirali in vas ob koncu meseca aprila za prvomajske praznike želeli odpeljati nekam na potovanje, na zabavo, želeli bodo, da se jim bolj posvetite. Tako da prvomajske praznike računajte z družino oziroma z bližnjimi. Dvojčki imate dobro priložnost v aprilu narediti še zadnje stvari v miru, kajti konec aprila pride Uran v vaše znamenje in potem ste 7 let na aktivnih energijah, ko ne boste mogli več skriti svoje nestrpnosti in tudi ne svoje genialnosti, tako da bo čas, da se pokažete svetu, da se pokažete navzven. Torej v mesecu aprilu naredite čim več za nazaj, dvojčki, pogovorite se o vsem, kar je pomembno, potrebno, ne pogovarjajte se pa o nesmislih, kajti ne zgubljajte časa za stvari, ki zares niso pomembne. Usmerite se torej v željene stvari, vesolje in zvezde vas podpirajo. Po 26. aprilu pride Uran vaše znamenje, kjer bo do leta 33, se pravi dolgo časa, da boste spoznali svoj genialni, briljantni in ga začeli tudi uporabljati skozi komunikacijo.
Raki, imate v mesecu aprilu priložnost okrepiti svoje zdravje, svoje delovno področje, zadovoljni boste, vsi vas bodo nekako sprejeli, imate prijetno naravo, če to želite, in boste to tudi pokazali ter poželi velike sadove, tako da sproščeni boste, ogromno boste nekako želeli narediti, tudi malo za nazaj popraviti situacije, in april vam bo dal priložnost večje spremembe, če boste seveda sledili v svoji nekakšni svobodi. Ne ozirajte se na druge v smislu, da ste kaj dolžni, ampak bodite optimalni v tem, kaj želite narediti. Polna luna v tehnici vas bo podprla v odnosih, tudi sprostila, medtem ko mlaj v ovnu vam bo dal potrebno energijo, da štartate na novo, in res se boste počutili, kot da ste odvrgli, 10 let sebe, 20, in boste lahko se preselili, lahko šli v tujo državo, lahko šli v tujo firmo delati, v glavnem priložnosti se bodo odpirale, in po 18. aprilu jih boste lahko tudi z veseljem sprejeli in odprto razrešili. Levi, imate v mesecu aprilu predvsem priložnost urediti določene odnose, da se pokažete malo bolj konkretno, da niste več skriti v malo svojih ali lenobi, ali megli, ali zmedi. Levi, boste torej v aprilu v odnosih prosperirali. V drugi polovici aprila, ko bo sonce v bistvu že po 20. ko pride v znamenje bika, pa boste zelo jasno zastavili svoje cilje, dolgoročne, lahko tudi šli v tujino na daljšo pot ali izobraževanje. Oboje se bo dobro končalo oziroma z večjimi rezultati. Device, imate v aprilu možnost, priložnost in nujo se sprostiti. Res bo potrebno odvreči vse, kar vas bremeni, pokazati, kaj si želite, brez celofana, jasno, direktno, in to vam bo celo uspelo, tako da boste zadovoljne. Tudi v drugi polovici aprila boste šle verjetno za prvomajske praznike nekam na potovanje, nekam, kar si že dolgo želite, in Merkur v ovnu vas bo aktiviral, tako da boste bolj ali manj glavne, tako da ne igrati stranske vloge več v svojem življenju, postavite se zase in lepo vam bo. Tehnice, v aprilu boste predvsem iskale harmonijo znotraj sebe, polna luna v vašem znamenju vas bo sprostila, pa tudi malo vam bodo šli ljudje na živce, tako da lahko, da boste iskale samoto vsaj prvo polovico meseca. Bolj kot se bodo bližali prvomajski prazniki, bolj boste tehnice imele ogromno enega dela, usmerjene boste v rezultate, želele boste narediti večje preboje, in če ste vsaj malo sledile temu, kar ste načrtovale, bodo rezultati veliki, če pa ne, boste se pač sprostile in sledile usodi tako, kot znate. Ne bo hudo, ne pa slediti ciljem drugih, sledite svojim ciljem ali vsaj svojim željam. Tako da, škorpijoni, imate pa v mesecu aprilu priložnost se postaviti zase na dobro mesto, začeli boste spet šteti v okolici, kar vam je zelo pomembno, ljudje vas bodo videli dobro, upoštevali, vam verjeli, in tudi lahko boste ogromno naredili s pomočjo okolice. V drugi polovici aprila proti prvomajskim praznikom pa ne bo čas za praznovanje za vas, ampak da poskrbite ali za svoje zdravje ali za svoje delovne obveznosti. Oboje bo zelo pomembno in kar naenkrat bo priletelo, tako da ne načrtujte kakšnih hudih odhodov v tujino ali prevelikega poležavanja, kajti za to ne bo časa.
Strelci, imate v aprilu priložnost slediti usodi na tak svojstven način, malo boste trmasti, malo veseli, oboje bo v redu, v službi boste prosperirali, zdravje vam bo dobro služilo, česar se boste lotili, boste skomunicirali z lahkoto, tako da to je mesec za napredovanje. Če želite kariero, je zdaj čas, da prosite šefa za povišico ali novo delovno mesto, ali iščete novo službo, ali se pozicionirate, kjer se želite. Za prvomajske praznike boste pa verjetno doma, ker boste želeli doma v miru nekaj opraviti, razen če vas bodo prijatelji, družina nekam želeli odpeljati, ampak boste potem skozi nekaj godrnjali, tako da mogoče je boljše, da ste za prvomajske doma, zvezde vas bodo tam bolje podprle, da ustvarite tisto, kar ste si želeli ustvariti doma, pa prej ni bilo časa. Kozorogi, imate priložnost v aprilu se pomiriti z sabo, znotraj, z novimi stvarmi, nekako na novo štartati tudi materialne dobrine oziroma svoje, ali boste želeli kupiti hišo, avto, nekaj svojega, ali boste aktivno iskali nekaj svojega. Tako da kozorogi, imate priložnost, da v aprilu postavite na svoje nove temelje z pridobitvami materialnimi in pa tudi, da v drugi polovici, se pravi proti praznikom, boste načrtovali potovanje ali eno večje izobraževanje. Odreagirajte na ponudbe, na povabila, kajti to bo koristno in smiselno za vas. Vodnarji, imate v aprilu velik magnetni privlak. Videli boste, kakšne energije boste oddali, takšne bodo prihajale okoliščine, se pravi, na začetku aprila boste lahko videli, ali privlačite probleme, ali privlačite srečo in na podlagi tega lahko spremenite svoje namere oziroma svoj način življenja. Pluton bo namreč na ascendentu, tako da boste zelo jasno videli, kako je, ko si magneten privlak z vibracijo, ki jo imaš v sebi, kar bo v drugi polovici aprila proti prvomajskim praznikom lahko vplivalo na vaše zdravje ali na vašo službo, tako da pričakujte nenadne spremembe, ne pričakujte hudih potovanj ali lagodnosti, kajti cel april bo pokazatelj vaše notranje stabilnosti oziroma notranje vibracije. Tako da vodnarji, rečemo, da je april en mesec, ko je take male vrste izpit, kakšno vibracijo nosite v sebi, takšno bo dogajanje. Tako da od aprila boste lahko videli, kje ste pri sebi in kakšno je vaše stanje. Ribe, boste v aprilu zelo drzne, imele boste moč navzven, ogromno energije boste vložile v samo promocijo, brez da bi se to trudile, rezultati bodo vidni, jasni, materialne dobrine bodo v plus. Proti koncu, v drugi polovici meseca aprila boste, ribe, na polno zaposlene v odnosih, želele si boste romantičen vikend, romantično potovanje, ki se pa ne bo najboljše išlo, tako da računajte, da za prvomajske praznike iščite sprostitev in ne luksuznih destinacij, kajti to vam bo bolj prav prišlo. Mir, harmonija, sprostitev v sebi, kajti sicer ne boste srečni v eni gneči, ne bo šlo nekam se siliti, nič ne izsiljujte za prvomajske praznike, kajti ne bo se dobro išlo. Iščite relaksacijo, sprostitev, nego, wellness, to je to. Srečno in aleluja, hudi vplivi so za nami, tako da lep april vsem.